Gospod Žerjal, česa ste se lotili ta teden, zdaj ponovno kakšni predlogi za reze v javno potrošnjo? Ne, gospod Godler, ta teden me je pa povsem prevzela Eurovizija. Eurovizija? Ja, super, nisem vedel, da ste tak ljubitelj pop glasbe. Nisem. Zakaj se je pa pol toliko prevzela, ne razumem? Zaradi naslovov novic, gospod Godler. Okay. Jaz sem v soboto bil namreč na eni poroki in se je malo zavleklo. Čau, David in Ivana. Opravičite se družini. V glavnem, malo se je zavleklo, tako da nisem ravno uspel ubrati novic. No in ko sem se v nedeljo zjutraj zbudil, še malo zmeden od žurke, prejšnji večer, pogledam telefon in preberem na veliko napisano: zmago na Euroviziji slavi JJ. Jaz ne vem za vas, prva stvar, ki sem jo pomislil, je bila: ne me Janez Janša je zmagal Eurovizijo. Čakajte. Ne, a hočete dejansko reči, da ste mislili, da je Janša prvak opozicije tekmoval na Eurosongu? Ja! Ja, morate razumeti, nisem bil povsem priseben na tej točki. In moji možgani so bili: o moj bog, zato je takrat repal. A ja, tisto. Okej. Se spomnite? Zbudi se Slovenija. Zbudi se Slovenija. Čas je že. Zbudi se Slovenija. Moji možgani so bili: to ni bilo slučajno, on se je pripravljal leta. Kakšna legenda, o moj bog. Janez Janša je prvo zmagal v referendumu o kulturnikih, potem pa takoj naslednji vikend šel na največjo gej proslavo in tudi tisto zmagal. Kaj se hece, to je približno tako, kot da bi jaz kandidiral za naslednjega predsednika inštituta 8. marec in bi mi ratalo. In potem bi vsi časopisi mogli poročati: no, da vidimo še, kaj je o položaju žensk v Libiji, misli nov predsednik inštituta 8. marec, Marko Žerjal. Ja, in nikoli vmes vam ni padlo na pamet, da bi dejansko odprli članek in se prepričali, kaj se v resnici tam zgodilo? Ne, iskreno povedano, ne. Vse se mi je naenkrat tako dobro povezalo skupaj, da sem bil paraliziran od šoka. Mislil sem si samo: wow, v tem SDS-u so pa res malo nore reči dogajajo zadnje čase. Pa brez zamere za izbez besede. Komaj potem, par minut kasneje, ko sem imel že cel scenarij v glavi sestavljen, sem se odločil vseeno novico tudi prebrati in bil seveda globoko razočaran. Verjamem. Ne vem točno, kakšna pesem lahko dosegla ta pričakovanja, da Janez Janša zmaga v Euroviziji. Pa ste si potem vseeno gledali kaj ostale pesmi in tako? Sem jih pogledal, ja, ampak bolj na hitro. Bolj me je iskreno zanimala kontroverzija okoli celega festivala. Ja? Recimo v Rusiji so še vedno jezni, da se ga ne smejo udeležiti zaradi vojne v Ukrajini, medtem ko nekatere druge države, ki so ravno tako vpletene v vojne, pa smejo. Ampak, če mene vprašate, je to povsem zgrešen očitek. Ker to, kar počne Rusija, se mi zdi skrajno nesprejemljivo. Mislim, Ukrajina je suverena država z lastno vojsko, ki se lahko brani. Njih napasti niti približno na istem nivoju, kot zradirati par 100 kilometrov kvadratnih bivalnih naselij in jih spremeniti v malo bolj žalostni adrenalinski park. To je... Sram te bilo, Putin. No, gospod Žerjal, mal ste na nož danes. Ja, prav se opravičujem, ampak meni to res ni okej. Za vse pa, ki se jim zdi poročilni ukrep malo pretiran, z eno malo vojaško invazijo, imam pa dobre novice. Putin se je odločil, da bo za to želitev Zahodu vrnil udarec. Vrnil udarec? Kako? Kaj mislite, da bo zdaj še z NATO-om šel v vojno? Ne, hujše. Napovedal je svoj lastni glasbeni festival Intervizijo. Ne. Je to res? Ja, res. Grozno, ne? Naredil bo festival, ki ne bo nujno o tem, kdo je bolj gej. Kaj se gre? O čem pa se bo potem njegovo glasbeno tekmovanje šlo? O glasbi? Kdo bo to sploh gledal? Vsej zgoraj brez na konju ga lahko pride otvoriti, ker drugače mu pa res ni mar za tradicijo. Gospod Žerjal, iskrene čestitke za vaš prispevek. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.